Dober dan vsem skupaj. Nekateri se že poznamo v dvorani, dobrodošli vsi skupaj tukaj. Za dvema tako eminentnima strokovnjakoma, kot sta Gordana in Gordon, je kar težko govoriti o isti temi, ampak tukaj bom danes predstavila pregled trenutnega stanja normativnih podatkov v sistemu COBISS in naše načrte za nov katalog, ki bo usklajen z modelom IFLA-LRM. V sistemu COBISS v zadnjih 20 letih že intenzivno vzpostavljamo normativne baze podatkov. Moram iti nazaj. V bazi CONOR vodimo zapise za osebna imena od leta 2003, od 2018 pa tudi za korporacije. Splošni geslovnik COBISS uporabljamo od leta 2021 za kontroliran vnos predmetnih oznak. V razvoju pa so še normativni zapisi za dela in izrazne oblike. To je tale črtka na kvirček. IFLA-LRM je model za bodoče bibliografske informacije in normativni zapisi se bodo v prihodnje uporabljali tudi za entitetno delo. Saj lahko entitete tega modela upisujemo tudi kot normativne podatke. Trenutno urejamo te normativne podatke, pri čemer pa normativnih zapisov ne enačimo z entitetami, so pa kvalitetna osnova za bodoči prehod na entitetno delo. Pri primerjavi modela IFLA-LRM z normativnimi podatki, ki jih razvijamo v sistemu COBISS, smo ugotovili, da je veliko atributov in relacij med atributi že zabeleženi v naših normativnih zapisih. Nekateri podatki pa še manjkajo in jih bo treba seveda dodati. Kje je miška? Normativni zapisi za osebna imena in imena korporacij so osnova za entiteto agent. Normativnih zapisov za dela in izrazne oblike pa ne oblikujemo v celoti po modelu IFLA-LRM, ampak samo v dostopne, kolikor dopušča programska transformacija iz naših bibliografskih zapisov. V SGC pa smo predmetne oznake razdelili v največje število entitet, ki se pojavljajo v modelu IFLA-LRM. Še nekaj besed o splošnem geslovniku COBISS. To je univerzalni kontrolirani slovar in vsebuje normativne zapise za različne vrste entitet, od tematskih, imenskih, geografskih, časovnih do naslovov in oblik. Med gesli so vzpostavljeni semantični odnosi, to pomeni, da so v zapisih dodane relacije, ki usmerjajo na ožje, širše in pa tudi sorodne izraze. Relacije so večinoma usklajene z modelom LRM in kot sem že omenila, je tudi struktura podatkov kompatibilna s tem modelom. Poleg tega pa je SGC že naknadno koordiniran slovar in je zato prilagojen zahtevam semantičnega spleta. V bazi je okrog 67.000 normativnih zapisov, ki se od aprila 2021 uporabljajo za predmetno označevanje v bibliografskih zapisih in trenutno pa je SGC povezanih okrog 40.000 normativnih zapisov in njihov delež je od maja letos že dosegel 18% glede na novo kreirane zapise v bazi COBISS, kar je pravzaprav že precej. Ko govorimo o normativnih podatkih, moramo omeniti VIAF. To je agregator normativnih zapisov na globalnem nivoju, kjer trenutno sodeluje okrog 58 knjižnic in ustanov iz vsega sveta. Od leta 2018 je med njimi tudi Slovenija, ko sta IZOM in NUK oziroma NUK in IZOM podpisala pogodbo o sodelovanju in od takrat IZOM dvakrat letno pošilja normativne zapise v VIAF za dela za osebna imena in za imena korporacij. Če iščemo po nekem avtorju, dobimo seznam različnih entitet, torej osebno ime in pa tudi dela in izrazne oblike. Moramo omeniti, da v VIAF se zapisi ne kreirajo, ampak se izbirajo zapisi vseh sodelujočih ustanov. Tukaj je primer za Draga Jančarja, kjer imamo normativne oblike, torej z letnico, brez letnice in tudi v cirilici. Pod tem skupkom so zapisi sodelujočih ustanov, tukaj je zapis iz baze CONOR, ki je v Mark 21, kakor smo tudi poslali v VIAF. In če
kliknemo na povezavo, torej na izvorni zapis, dobimo zapis v COBISS Plus, kamor smo vpisali identifikatorja ISNI in pa VIAF-ID. Če pogledamo en normativni zapis, sicer ne za Draga Jančarja kot prej, ampak za slovenskega raziskovalca, kjer imamo za raziskovalce več identifikatorjev. Torej, osnovni identifikator je Conor ID, ki se poleg povezav med bibliografskimi in normativnimi zapisi uporablja tudi v drugih aplikacijah, kot je recimo izpisi osebnih bibliografij in v Sloveniji tudi za izračun knjižničnega nadomestila. Naslednji identifikator je šifer raziskovalca, ki je naš najstarejši identifikator, ker smo ga že začeli uporabljati v sistemu COBISS pred 25 leti za identifikacijo raziskovalcev. In zato je še vpisan polje 200. Šifra je povezana s podatki o raziskovalni dejavnosti tega raziskovalca preko sistema SICRIS oziroma ECRIS. VIAF-ID in ISNI popisujemo programsko po vsakem pošiljanju v VIAF in v 4 letih smo ISNI pridobili za okrog 53 zapisov za osebna imena, kar je v bistvu preseglo naša pričakovanja. V svetu sta najbolj poznana identifikatorji ISNI, torej mednarodni standardni identifikator imen in njegov sorodni identifikator ORCID, to je Open Research and Contributor. Nimam slovenskega prevoda, kar se kar zahtevno. In ta ORCID je namenjen za identifikacijo znanstvenikov in raziskovalnih organizacij. In v naše normativne zapise se vnaša ročno. Z dodajanjem teh identifikatorjev v normativne zapise je omogočen dostop do drugih virov normativnih podatkov in v spletnem katalogu COBISS Plus so za imena oseb na osnovi vpisa teh identifikatorjev že vzpostavljene povezave do servisov VIAF, ISNI in pa SICRIS. Trajni identifikatorji se namreč smatrajo kot ključni podatek za prehod od trenutnih metapodatkov v prihodnje aplikacije in povezane podatke. Pred leti smo pripravili eksperimentalni model programskega združevanja bibliografskih zapisov po modelu IFLA-LRM, ki pripadajo istemu delu. In bibliografske zapise smo združili v tako imenovane skupke. Ti se prikazuje že od leta 2015 pri bibliografskih zapisih v COBISS Plusu pod nazivom Vse izdaje in prevodi. Dela smo identificirali z različnimi algoritmi za posamezne vrste virov, ker ima vsaka skupina virov svoje značilnosti. Iz združevanja pa smo izločili nekatere vire, kot so članki, zbirni zapisi in podobno. Skupke smo zajeli malo več kot polovico bibliografskih zapisov iz baze COBIB, pri tem pa smo identificirali 20% del z več kot eno pojavno obliko. Največ 44% seveda pri leposlovju. In to je bil naš prvi poskus, da uporabnikom pri enem iskanju ponudimo informacije o vseh izdajah in prevodih iskanega dela. Pri grupiranju zapisov skupke pa smo zajeli najširšo množico bibliografskih zapisov, ki v celoti ali delno vsebujejo enako vsebino. Če si zdaj to pogledamo na enem praktičnem primeru, torej poiščemo Tavčarjevo povest Cvetje v jeseni in dobimo 57 zadetkov za vire na različnih medijih, ki so vsi v slovenščini, ker smo iskali po slovenskem naslovu. Če na to izberemo zapis za e-knjigo in opcijo Vse izdaje in prevodi, pa dobimo 43 zadetkov, ki pripadajo istemu delu za knjige na različnih medijih in v 5 različnih jezikih. Zdaj smo izbrali angleški jezik in če pogledamo en tak zapis v formatu Komar, vidimo, da smo ta dva zapisa dobili na osnovi enotnega naslova v polju 500. Nadaljnji razvoj katalogov COBISS pa vidimo v uvajanju nove katalogizacijske prakse po modelu IFLA-LRM in oblikovanje zapisov za dela je veliko bolj natančno in lahko naše skupke zapisov, ki smo jih imeli v COBISS Plus, razdeli na več normativnih zapisov in na še več zapisov za dela in izrazne oblike.
ki so med seboj povezani z različnimi odnosi. Pri tem smo že dosegli dva osnovna pogoja. Formata Comarch B in A smo dopolnili s polji za dela in izrazne oblike in zanjo v bazi Conar oblikovali dve novi vnosni maski. Čaka nas še priprava inicialne baze podatkov za dela in izrazne oblike, ki bo potekalo v več fazah, po skupinah del različne vsebine in različnih lastnosti, ker se vsi ti skupine del med sabo zelo razlikujejo. Obe skupini imata posebnosti, ki jih moramo upoštevati. In na osnovu podatkov v bibliografskih zapisih po določenih kriterijih bomo programsko oblikovali normativne zapise za dela in za izrazne oblike. Tukaj imamo primer enega testnega normativnega zapisa za Tavčarjevo delo Cvetje v jeseni. Vrsta entitete je delo. Glavna podatka za avtorska dela sta ime avtorja in naslov dela. V normativnem zapisu za delo pa še napotimo na normativni zapis za avtorja, kjer je vpisan tudi odnos. V našem primeru gre za kreatorja. V normativnih zapisih za dela pa napotimo tudi na druga dela oziroma predelave izvirnega dela in tako ustvarjamo informacijsko mrežo o delu Cvetje v jeseni. Prvo je delo, torej Cvetje v jeseni je šlo skupaj z romanom Bisoška kronika in sta bila objavljena v 6. zvezku Tavčarjevih zbranih spisov. Dramatizacijo je priredil Josip Šest in muzikal pa je uglasbil Matjaž Vlašič in je objavljen kot zvočni posnetek. Naslednji primer je primer normativnega zapisa za izrazno obliko in sicer za e-knjigo Cvetje v jeseni. Vrsta entitete je tukaj izrazna oblika in v tem zapisu beležimo isto delo na drugih nosilcih ali prevode tega dela. Glavni podatki za avtorska dela so ime avtorja, naslov dela in pa oblika, torej v našem primeru e-knjiga. V normativnem zapisu za izrazno obliko napotimo še na normativni zapis za avtorja spremne besede. To je bilo na kratko naša predstavitev, kako vidimo kako naš prihodnji razvoj. Vidimo, da bo pomen normativne kontrole z uvedbo modela IFLLRM čedalje večji, saj bodo imeli normativni podatki ključno vlogo v mreži povezanih podatkov, na katere se nanaša naš model. In v obdobju priprave na nov katalog je zato naša najpomembnejša naloga, da še nadalje intenzivno pripravljamo normativne zapise in jih uporabljamo v spletnih katalogih. V državah z močno založniško produkcijo in tudi pri nas so vidni trendi, da se z navadno katalogizacijo ukvarjajo založniki, posamezniki, določene specializirane skupine izven knjižnic. Knjižnice pa moramo nase prevzeti oblikovanje najbolj kvalitetnih in trajnih informacij, za katere je potrebno veliko več znanja. To so danes normativni zapisi, jutri entitete. Oboji pa so stabilni gradniki bibliografskih informacij. Mi imamo namreč zgodovino podatkov, se v knjižnicah hranimo to zgodovino nekega dela, založniki pa imajo le trenutne podatke. Zgodovina se nahaja v normativnih podatkih, na primer vse izdaje nekega dela, in ta se hrani v naših fondih in mi smo specialisti za pomembnejši del katalogizacije, za oblikovanje normativnih podatkov. In kot je mogoče zjutraj zapela Ditka, ne bodimo kot drugi, ker so naši podatki drugačni. Tako, to je bilo vse.